Tokrat vam predstavimo legendarnega Highlanderja. Škodo Superb priključimo na elektriko. Potem pa bomo zapeljali še dizajnerskega Arteona. Na premišljenih mestih dodelanega Sandera. In ugotovili, da leto pandemije ni avtomobilsko industrijo samo zaviralo. Nekaj procesov v avtomobilizmu se je tudi pospešilo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pred nami je avtomobilsko gledano zelo zanimiva pomlad. Čaka nas kup zanimivih novosti, ki pa jim moramo dodati še vse tiste, ki v lanskem letu zaradi znanih razlogov niso doživele dovolj medijske pozornosti. No, tudi zaradi ene stvari, ki smo je bili vajeni iz preteklih let, pa lani že znanega razloga ni prišla, pa tudi letos je ni, in to je avtomobilski salon v Ženevi. Ta je vsem avtomobilskim navdušencem in celotni javnosti predstavil nove prihajajoče modele, tiste, ki so bili rahlo osveženi, in seveda spomnil tudi na kakšnega iz preteklega leta, na katerega smo malo pozabili. Ob novostih pa seveda še posebej analitike zanima, kako smo razpoloženi za nakup, in zgleda, da so pričakovanja za letošnjo leto kar velika. Finančni analitiki namreč ugotavljajo, da denar, ki ga v lanskem letu nismo porabili za nakup novega avtomobila, nameravamo porabiti letos. Pa ne samo za novega, tudi za rabljene. Ste se usedli takole za računalnik, da bi si izbrali svoj novi avtomobil, potem pa ste zgroženo ugotovili, da so se avtomobili v zadnjih letih enormno podražili. No, za vas imamo dobro novico. Namreč trgovci vam bodo po novem povsem brez popustov rade volje prodali avtomobil, ki stane recimo 30 000 evrov, po ceni, kot bi šlo za avtomobil ranga 20 000 evrov. Ne verjamete? Ugriznimo. Mlada družina se zagotovo ne more enako varno in udobno voziti v avtu B-segmenta ali pa v kakšnem rabljenem avtu, kot pa v novem avtu z vso sodobno tehnologijo. Zakaj bi čakal, da otroci odrastejo, pa so stari 15 let, če lahko zdaj, ko so stari 5 let, kupiš avto, ki je prostoren, ki je varen, ki zadostuje trenutnim potrebam te družine. No, seveda, takšne zagate že v osnovi rešujejo krediti, leasingi, skratka finančni produkti. Ampak pri doslej znanih produktih smo vedno celoten znesek avtomobila razdelili na mesečne obroke. Avtomobil za 30 000 evrov torej stane veliko tudi na mesec. No, danes pa govorimo o finančnem produktu, pri katerem na mesečne obroke razdelimo samo izgubljeno vrednost avtomobila v času naše uporabe avtomobila. Pogoj, da se kalkulacija izide, je, da se že v štartu odločimo, koliko časa bomo avtomobil uporabljali, in pa, da bomo avtomobil po koncu naše uporabe prodali nazaj trgovcu. Delež tovrstnega financiranja v Sloveniji trenutno predstavlja 5% celotnega portfelja, ne? V drugih državah, kot so, ne vem, Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, tukaj presega že 60%. Slovenci smo načeloma do takšnih finančnih storitev pogosto zadržani. Ampak vseeno ocenjujejo, da naj bi že v letu ali dveh vsaj petina Slovencev kupila avtomobil na takšen način. In glede na privlačnost ponudbe, ne bi smeli biti presenečeni, če bo šlo še hitreje. Sigurno vsak razmišlja, jaz bi tudi mogoče imel električni avto. Ta vozila so seveda tehnološko dosti bolj dovršena, so dražja tudi zaradi tega, ne? Tako da v bistvu tukaj kupcu nudimo financiranje za takšno vozilo na enaki višini mesečnega obroka, kot recimo za nek normalen bencinski motor. Stranka plačuje nek mesečni obrok, ne vem, 233 evrov, jo naš prodajalec pokliče in reče, ven se pa čez eno leto ali pa čez pol leta izteče financiranje. Ste kaj razmišljali, da bi bil nov? In ponovadi stranka, se ta še dober, ne, se nima smisla menjave, ampak ko mu pomeniš, da bi ta avto, ki ga ima, lahko pripeljal noter, pustil starega tukaj in odpeljal novega za isti obrok. Nov avto, brez kilometrov, s popolno garancijo, na hibrid 10-letno baterijo, 5 let na vse ostale, je pa stvar, ki je vredna premisleka. Ne? Zakaj? Ok, navajen sem plačevati 233 evrov, tako kot sem navajen elektriko plačevati 70 evrov, tako kot sem navajen plačevati internet 50 evrov, televizijo, ne vem, 50 evrov. Mesečno sem navajen
To rabimo, ne? Se pravi, se navadim plačevati mesečni obrok, ne šparati za avto, kdaj bom dosegel 20 tisoč, da si bom lahko privoščil avto BC segmenta. Ne? Zagotovilo, da bo trgovec od mene kupil avtomobil, potem ko bom odplačal dogovorjene zneske, seveda še ne daje prave varnosti. Varnost nam daje kvečjemu izračun po parametrih, ki pravijo, da bo moj avtomobil po koncu dobe odplačevanja vreden dovolj. Mi ne garantiramo kupcu cene, recimo na koncu, ampak pogoje, po katerih se izvede odkup. Preostanek vrednosti se določa na osnovi tržnega pričakovanja. Vemo, da že pri samem razvoju vozil se naredi tržna analiza, seveda raziskava trga, tudi v bistvu same potrebe kupcev. Z drugimi besedami, avto bomo morali uporabljati kot dobri gospodarji. Seveda, če želimo, da se bo potem računica na koncu izšla. Ali pa da se bo izšla celo tako, da bomo na koncu s prodajo celo nekaj zaslužili. Ekstra denarja, ki ga bomo potem seveda namenili za, recimo za polog, za novi avto. Ampak boste rekli, tako ali tako bomo na mesečni ravni plačali ustrezno več. No, pravijo, da ne. Pri tem produktu mi nudimo tudi same dodatne ugodnosti za stranko. Akcijska obrestna mera, subvencionirana cena zavarovanja, pa tudi subvencionirana cena vzdrževanja. Na gotovino določene blagovne znamke ne dajo toliko ugodnosti kot na financiranje. Ne? Tako da je lahko celo nakup na financiranje na koncu obdobja cenejši kot pa nakup na gotovino. Lahko je tudi cenejši, ne? Lahko je celo cenejši. Ne? In če ste se začeli spraševati, kaj nam je danes, da vam prodajamo takšno čudežno top shop zgodbo, no, naj vas razočaram. V resnici gre tudi v tem finančnem produktu za čisto navaden daj dam. No, ne za čisto navaden, recimo temu, da gre za win-win. In čas je, da pogledamo, kakšne koristi imajo od tega trgovci, da so kar naenkrat postali tako zelo radodarni. Kaj si mi želimo kot trgovci, je, da stranke redno menjajo svoja vozila za nova vozila, za nove modele. Ne? Kar želimo, pa mislim, da govorim za vse avtomobilske znamke, je, da bi radi imeli dober odnos z strankami. Dober pomeni tudi stalen, tem, ko stranka sklene neko finančno pogodbo. Pomeni, da se bo vsaj enkrat na leto oglasila v salonu, da lahko z njo pokramljamo, omogočimo kakšno drugo testiranje drugega modela vozila in tako naprej. Ne? Takoj, ko mi stopimo v to razmerje, ne, smo na nek način povezani z enim z drugim. In je bistveno lažje potem nadaljevati to zgodbo, to lojalnost pri eni blagovni znamke. To si vsi trgovci na nek način želimo. Ne? Res želimo stranki, da bo ona zadovoljna, ker brez zadovoljstva stranke mi lahko karkoli tukaj pripravljamo, ampak bo če enkrat vzela in pol nikoli več. In to ni cilj, a ne? Imate prav, vse skupaj se sliši kar nekako predobro. Ampak takšna je že realnost v tujini in ta realnost zdaj prihaja tudi k nam. Zahteva bistveno nižjo navezanost na avtomobil, ampak v zameno da kar veliko. Še vedno pa velja, da poučen kupec se bo veliko bolje in bolj pametno odločil in poučen v tem primeru pomeni preračunljiv. Ni dovolj, da preberete drobni tisk. Pomembno je, da dobro preračunate ponudbo na podlagi vaših lastnih, konkretnih mobilnostnih potreb. Ostanite z nami tudi po oglasih, ko vam predstavimo novega Highlanderja, ki je leta 2000, ko so ga predstavili, z lahkoto osvojil rodno Japonsko in Avstralijo ter Ameriko. Potem so ga prvič povečali in še okrepili in je bil pripravljen za osvojitev Rusije in Kitajske. Zdaj, elektrificiran, prihaja tudi v Evropo. No, v 4. generaciji in 7 sedeži. Highlander je največji športni terenec znamke Toyota in bo od letos prvič na voljo tudi v državah Zahodne Evrope. Če se komu to zdi malce nenavadno, češ da živimo čase, v katerih se zaradi težav s škodljivimi izpuhi avtomobilske tovarne prej odpovejo velikim, okornim in potratnim terencem, ima prav. A po drugi strani pri Toyoti stavijo na hibridni pogon
in verjamejo, da je zdaj pravi čas za Highlanderjev nastop v Evropi. Well, the Highlander has been introduced already 20 years ago in the United States, but we felt like this generation was the most appropriate to launch in Europe because it combines a series of aspects which suit European customer. So first of all, the design. We felt the design was very pleasant. Very importantly, the efficiency. So because of the hybrid powertrain, the car is very efficient. And also we felt that the new GAK platform was just the most appropriate to the European customer because European customers need a very dynamic way of driving. So all these aspects combined made clear that this was the right generation to launch in Europe. Pod motornim pokrovom se hibridni sklop druži z 2,5-litrskim bencinskim štirivaljnikom. Skupaj vozniku ponujata 182 kW sistemske moči, kar zadostuje, da Highlander navkljub štirikolesnemu pogonu, samodejnemu menjalniku in njegovi masi 2 ton do 100 km/h z mesta pospeši v vsega 8,3 sekunde. Pospeševanje se sicer zaključi pri številki 180, a bolj pomembno je to, da se lahko vse do hitrosti 125 km/h pelje zgolj na elektriko. Hkrati lahko z njim vlečete 2 toni težko prikolico. Highlander je v Toyotini ponudbi z razlogom največji. Vanj lahko sede namreč 7 potnikov. V prid boljšemu sedenju čisto zadaj je druga vrsta sedežev pomična za 18 cm. Posledično se lahko zagotovi prostor za kolena ali pa za večji prtljažnik. Skladna z velikostjo avtomobila je tudi serijska oprema, ki je bolj prestižna kot običajna. A prestiž na japonski način je drugačen kot evropski, zato bo komu notranjost všeč, drugemu pa morda celo preveč kičasta. Vseeno velja izpostaviti digitalne merilnike, 12,3-palčni osrednji zaslon, ki je združljiv tudi z Apple CarPlay in Android Auto, številne odlagalne površine, ogrevanje in hlajenje sedežev, posebno pa je tudi notranje zvratno ogledalo, ki ob običajnem prikazu lahko dogajanje v in za vozilom prikaže tudi preko kamere, s tem pa voznik nima težav pri pogledu nazaj, predvsem takrat, ko v vozilu sedijo potniki tudi v zadnjih 2 vrstah. Ne glede na paket opreme, je novi Highlander serijsko opremljen z varnostnim paketom Toyota Safety Sense, ki pa ima različno delovanje po dnevi ali po noči. Zaviranje v sili, recimo ob avtomobilih, po dnevi prepozna tudi pešce in kolesarje, po noči pa samo pešce. Tudi pomoč pri vožnji v križišču in preprečevanju trka z nasproti vozečimi avtomobili je omejena na dnevno delovanje. Drugače je s prediktivnim tempomatom, saj samodejno zmanjša hitrost vožnje v ovinkih in upošteva tudi hitrostne omejitve, ne glede na to, ali zunaj sveti sonce ali pa svetijo zvezde. V lanskem letu, v času korone, se ni ustavila samo prodaja avtomobilov, ustavil se je promet v celoti. Prav to pa je nas težaj odprlo razmisleke o tem, kakšna naj bo mobilnost v prihodnosti. In več kot jasno je postalo, da v prihodnosti ne bo dovolj avto samo prodati bo treba mobilnost. In zato se pod isto streho vse pogosteje spravlja vse več še do včeraj trdih tekmecev. Taka združitev se je zgodila lansko leto. Pod Stellantis znamko se je zbralo ogromno bivših tekmecev. Zakaj? Zato, ker bo v novi mobilnosti nujno pod isto streho ponuditi tudi lastno bančništvo, lastno zavarovalništvo in skupni razvoj mobilnostnih platform. Zdaj pa gremo na teste. Zdaj se zdi, da je Volkswagenu končno uspelo. Novi Arteon je drugačen. S Passatom si sicer deli podvozje, vse ostalo pa je vsaj zaenkrat, dokler luč sveta ne ogleda novi Passat, drugačno. Seveda je potrebno imeti v mislih nemško poreklo. Italijani denimo bi tak avto zagotovo narisali drugače, a bi pri tem morda preveč tvegali. Nemci tega ne bodo storili nikoli in tudi niso.
Vseeno pravijo, da so želeli Arteona ločiti od Passata in težko se s tem ne bi strinjali. Enako je z notranjostjo. V nasprotju recimo z novim Golfom, Arteon ni v popolnosti podlegel digitalizaciji. Že res, da voznika serijsko pričakajo digitalni merilniki, kar sicer nikoli ni bilo sporno, in na dotik občutljiv osrednji zaslon, a nekaj razlik v primerjavi z Golfom vseeno obstaja. Prvič, klimatska naprava je ločena od osrednjega zaslona, s čimer za njeno nastavljanje ni potrebno iskanje na osrednjem zaslonu, kar je seveda med vožnjo neprijetno in nevarno dejanje. Drugič pa si je mogoče omisliti zaslon tudi z gumbom za nastavljanje glasnosti in z gumbom za pomikanje po menijih. Volanski obroč lepo sede v roki, celotna ergonomija je na visoki ravni, navsezadnje pa je všečna tudi oblika armaturne plošče. Izpostaviti velja prezračevalne šobe, ki so se sicer znašle v oblikovalskem primežu, a so še vedno na mestih, kjer dobro opravljajo svoje delo in ne pihajo neposredno v glave voznika ali potnika. Največja prednost in novost pa je seveda prtljažnik. Redki so avtomobili, ki se jim dodaten prostor v zadku poda tako dobro kot Arteon. Hkrati ne gre zgolj za obliko, ampak oblika tudi dejansko zagotavlja dodatni prostor. Izpostaviti je potrebno še dolžino prtljažnika. Z zloženimi zadnjimi naslonjali je do prednjih sedežev na voljo več kot 2 metra prostora. Podatek pa ni pomemben zgolj za prtljažnik, ampak tudi za potnike. Posledično to pomeni tudi več prostora za kolena potnikov na zadnji klopi. Ne bodo pa udobno nameščena samo kolena, ampak tudi glave. V avtomobilih, kjer je poudarek na strešni liniji, se namreč dostikrat zgodi, da zmanjka prostora nad glavami. No, Arteon Shooting Brake ga ponuja celo 48 mm več od limuzinske različice. Rezultat pa je udobno sedenje tudi za višje rasle potnike. Še najmanj novosti in posebnosti ponuja Arteon na področju motorizacije in varnostno-asistenčnih sistemov. Slednje ne gre jemati za slabo, predvsem zaradi dejstva, da sta že tako osnovni Passat kot prejšnji Arteon ponujala bolj kot ne vse, kar je v avtomobilskem svetu na tem področju na voljo. 2-litrski TDI je Volkswagenov motor, ki ga najdemo skoraj v vseh koncernskih avtomobilih. Po novem v Arteonu ponuja 147 kW, kar je poenostavljeno pomeni okroglih 200 konj. Pohvalno se dodatni prtljažnik ne pozna na Arteonovi legi na cesti. Sicer tudi po zaslugi 4-kolesnega pogona je avto na cesti suveren in s tem seveda dopušča nadpovprečno dinamično vožnjo, ki jo je mogoče nadgraditi z izbiro voznega programa ter prilagajanjem podvozja. S tem iViem je praktično povsem enako kot z vsemi drugimi priključnimi hibridi. To so električna vozila. Smiselni so, če se boste z njimi lahko vozili ves čas na elektriko. Če boste bencinski motor uporabljali zgolj za rezervo. To v praksi pomeni, da lahko na dan prevozite, prodajalci vam bodo rekli 70 km, ampak mi smo bili v teh mrzlih zimskih dneh prav veseli, če smo lahko se na elektriko odpeljali 40 km stran. Ampak ob tem je seveda ključnega pomena, da za razliko od polno električnih baterijskih avtomobilov v takšnem avtomobilu na merilnik zaloge energije gledaš bolj zaradi firbca, ne pa zato, ker bi te kaj skrbelo. Namreč, ko v takšnem avtu zmanjka elektrike, se preprosto pelješ naprej. Je pa takšen hibridni super prijeten tudi takrat, ko zmanjka elektrike. Takrat to postane prijeten, miren bencinec. Je pa to vprašanje smiselnosti. Sploh, če ste podjetniki, pazite na vsak cent. Namreč poraba v takšnem avtomobilu postane kar naenkrat 8-litrska, vsaj 8-litrska.
Ampak lahko pa vam pokažem zelo dober razlog, zakaj je takšno tehnično kompliciranje vendarle smiselno. Imenuje se Octavia RS IV. Če je pri takšnem superbu IV bencinski motor, zgolj rezerva, pa je pri Octavii RS IV vsaj enakovreden, če ne celo bolj pomemben element. Namreč tako imate lahko vse dnevne vožnje na elektriko, ko pa se cesta sprazne in postane ovinkasta, takrat pa pritisnete in začnete uživati. Namreč še noben električni avtomobil ne zna ponuditi takšnih vozniških užitkov kot pa takšen klasičen GTI. Pardon, kot takšen klasičen uživaški RS. Čeprav smo se v letošnji zimi z avtom verjetno vozili manj kot v prejšnjih, pa zima za avto ostaja najbolj trd letni čas. In zato je na mestu, da po koncu zime preverimo, kakšne sledi je pustila in če so se lahko otroci učili prek videopovezave, če so lahko študentje opravljali izpite prek videopovezave, lahko tudi mi to preverimo zdaj celo prek videopovezave. Prijazen opomnik. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste odlašali z uporabo tople bunde, ko vas je zgolj malo zazeblo? Nato pa naslednji dan obžalovali prehlad. Tako je tudi z avtomobilom. Preventivni servisi in pregledi so ključni, da naš avto ostane v dobri kondiciji in nas zaradi starih grehov kasneje ne pusti na cedilu. Ampak zdaj bomo tople bunde počasi pospravili v omare, ker se zima končuje. No in zimska sezona se končuje tudi za avtomobile. No, ampak vemo, da je ta mrzli letni čas za avto še posebna, dodatna obremenitev. Primer. Morda ste v snegu spregledali robnik pločnika in ob udarcu poškodovali podvozje vozila. Morda je sol, recimo pri starejših vozilih, še dodatno načela vitalne dele. Morda ste z drgnenjem ledu s stekla poškodovali metlice brisavcev ali pa klimatska naprava še ni pripravljena na višje temperature. Najbolje bo, da vozilo kar prepustimo strokovnjakom na servisu. Poglejmo, kaj nam sporočajo pri Peugeotu, kar preko pametnega telefona. Lep dober dan želim, gospod Gregorič. Mi smo pričeli z delom na vašem vozilu. Servis dobro napreduje, bi vas pa želela opozoriti, da bo potrebno zamenjati prednje zavorne ploščice zaradi iztrošenosti, da bo vožnja še naprej varna. In pa prav tako smo ugotovili, da sprednja žarnica ne deluje, zato priporočamo zamenjavo. V prilogi bo predračun. Hvala lepa za vaš odgovor. Zelo veliko se osredotočimo tudi na samo varnost, kar se tiče vidljivosti, to pomeni brisavci zaradi mraza po zimi in pa seveda pregled vitalnih delov, podvozje samo, ker sol in voda pa svoje naredita. VideoCheck je aplikacija za servis nove dobe. Tako je, kot bi stali v servisni delavnici poleg serviserja, kar lahko še dodatno poveča naše zaupanje v strokovno in kakovostno opravljeno storitev. V preteklosti je stranka v bistvu morala na besedo verjeti nekemu serviserju. Z VideoCheck aplikacijo pa stranka v bistvu na lastne oči vidi, da je nekatera stvar za zamenjati in se tako tudi lažje odloči za to zamenjavo. Aplikacija je povsem preprosta za uporabo. Z njeno pomočjo na svoj pametni telefon dobimo predračun in nato kar nadaljavo potrdimo dodatne servisne posege na avtomobilu. Zelo koristna je pri nekaterih skritih napakah, ki jih stranka niti ne opazi. Se pravi, na udaru je recimo podvozje, akumulator, zavore. No, na vas je, koliko želite investirati v dobro spomladansko kondicijo svojega vozila. Ampak seveda, toplo priporočamo, da varnost pri svoji vsakodnevni mobilnosti vsekakor postavite na prvo mesto. V teh dneh pa so k nam zapeljali tudi nekateri novi avtomobilski modeli. Iz domače predstavitve nam bo Luka najprej predstavil Dacia Sandero. Novi Sandero je zgrajen na enaki platformi kot novi Clio. Ampak v resnici veliko Clio v tem avtomobilu ne boste našli. Clio želi biti namreč v svojem razredu najboljši, Sandero pa najcenejši. Že v bistvu s prvo generacijo je bilo zanimivo, ko je bil avto predstavljen, je bil predvsem namenjen bolj vzhodnim in južnim trgom, pa je zelo kmalu postal prodajna uspešnica na najbolj razvitih trgih, kot je Italija, Nemčija. In dejansko so bili to ljudje, ki so imeli prihranjenega več denarja, ampak so se odločili, raje ne dam vse za avto, ampak tisto razliko pa porabim za, ne vem,
potovanja, neke druge dogodivščine. Sandero je odslej serijsko opremljen z LED dnevnimi in pa LED kratkimi lučmi. No, ampak še bolj od tistih na zunaj so pomembne novosti notranjosti v potniški kabini, kjer imamo odslej nekaj več nov tip mehkih materialov, novi so sedeži, no v tistih z opremo bolje založenih avtomobilih pa imamo odslej tudi nov zaslon na dotik, ki se nahaja na vrhu armaturne plošče. No, zanimiva je predvsem izbira bi-fuel različice, ki ga poganjata bencin in pa utekočinjen naftni plin. Pri Daci pravijo, da gre za najbolj gospodarno izbiro. Čeprav naj bi bil Sandero avto za kupce, ki iščejo čim več za čim manj, na koncu v Evropi in Sloveniji, ko se odločajo za njega, vzamejo tistega za čim več. No, ampak kljub temu je potrebno vzeti v obzir zaostanek na varnostnem področju, predvsem pri aktivni varnosti, saj ta avto ne ponuja najmodernejših varnostnih asistenčnih sistemov. Kar se fizične trdnosti tiče, Sandero vsekakor bo na varnostnem nivoju, kot ga ima Clio. Tisti dodatki, ki si jih dodatno vgradi v avto, neke razne naprave, radarji, senzori, tistih je pa na Sanderu manj in kot vemo, Euro NCAP za določen nivo zvezdic ima za osnovni pogoj tudi to vgradnjo teh naprav, ki jih pa tu ne bo na voljo. Ob koncu pa vas vabimo še na splet, kjer vas čakajo zanimivi testi Citroena C3, Forde Pume ST-Line in štirikolesno gnanega Suzukija Swifta pa domače predstavitve Volkswagena Caddija. Se vidimo spet čez teden dni, vmes pa se veste, Instagram, Facebook, MMC, povsod nas najdete tudi na YouTubu. Srečno!